Do sredine leta 2026 bo v Mariboru stala nova infekcijska stavba. Potem pa svizec zavije čokolado v folijo. Te sladke besede so ta teden na Ministrstvu za zdravje morali požreti, ko so razveljavili razpis, s katerim so iskali gradbinca, ki bi postavil to najmodernejšo medicinsko stavbo v tem delu Evrope, kot so jo spomladi laskavo poimenovali. Razlog: previsoka ponudba edinega prijavljenega gradbinca. Za okoli 30 milijonov evrov ali za 40% je presegala začrtano vrednost, ki jo je bila država pripravljena plačati za gradbena dela na tem projektu. Cena je za 1450 evrov na kvadratni meter višja kot cena kvadrata ljubljanske infekcijske klinike, ki jo zdaj že veselo gradijo. Ampak tam jim pod prste gleda tudi Evropa, saj za razliko od mariborske infekcijske stavbe ljubljanske niso izločili iz nabora projektov, ki jih bo EU krila preko načrta za okrevanje in odpornost. Saj veste, tistega načrta za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki jih še kar čutimo. No, posledice zamika izgradnje mariborske infekcijske stavbe bodo kakopak čutili ljudje, ki v zdravstvenem smislu gravitirajo na Maribor. Še dlje bo namreč trajala ta začasna, v resnici pa večletna improvizacija oddelka, ki zdravi ljudi z nalezljivimi boleznimi. Že leto in pol so v prostorih psihiatričnega oddelka, ki so bili prej namenjeni osebam z odvisnostjo. Njihove sobe zato nimajo umivalnikov. Medicinske sestre tja prinesejo lavorje z vodo, da lahko nepokretne bolnike umijejo. Po 20 bolnikov z nalezljivimi boleznimi pač uporablja iste sanitarije. Kakšna zabava je to za bakterije in viruse, ki se prenašajo preko prebavil, si lahko le mislimo. Ampak posledice so merljive. V vzhodni regiji v Sloveniji je 8-krat več prenosov večkratno odpornih bakterij kot v zahodni. Jasno je, da k temu v pomembni meri prispevajo improvizirani pogoji zdravljenja na osrednjem infektološkem oddelku v regiji. In včeraj smo na seji UKC Maribor slišali še, da ima zamik projekta nove infekcijske klinike tudi finančne posledice, ker ostali oddelki, recimo travmatološki, zaradi selitve delajo na zmanjšanih kapacitetah.